Živjo, evo, takole. To, kar slišite, je dimovo dihanje. In lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek je moje ime. In danes imam za vas en super nasvet, kaj narediti takrat, kadar se ne počutite dobro, takrat, kadar ste mogoče bolj v svojem počutju nizko. Oblečite si eno tako zabavno majico in se poglejte v ogledalo večkrat na dan. In takrat boste sigurno dobili nasmeh na ustnice, ko pa dobite nasmeh na ustnice, se pa vaše razpoloženje začne spreminjati. To je za uvod k ponedeljkovim angelskim navdihom. Sem Manca Razboršek, angelska terapevtka, tudi avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo uživati v življenju, aktivirati svojo žensko esenco in pa navdihovati druge. In ravno, ko sem bila zdajle na sprehodu, sem razmišljala, koliko stvari se mi je zgodilo v zadnjem mesecu in pol. In res je bilo to eno tako močno transformacijsko obdobje zame, tako da danes je pravzaprav prvi dan, ko stvari integriram, ko nekako si dovolim usesti, ko si dovolim iti ven, ko si ne dovolim, da bi razmišljala karkoli povezano s poslom. In moram priznati, da se počutim odlično. Tako da toplo priporočam, da si vzamete dan za lenarjenje. Mi pa poglejmo, kaj nam pripravljajo angeli za teden, ki je pred nami. Kakšen navdih nam bojo ponudili, kakšne so tiste energije, ki nas čakajo v tem tednu. Prva karta je vitez vode. Spet imamo vodo in že prejšnji teden smo imeli področje čustev, ki se je nekako zaključilo, očitno se zdaj nadaljuje. In sicer gre za energije, ki nas ponesajo na svojem valu. Se pravi, če ste ujeli ta energetski val, ki je bil zdaj v tem mesecu, ki se je začel, potem dajte jezditi na njemu. Predvsem pa je treba biti pozoren na to, da ste v ravnovesju. Se pravi, kje vas stvari še mečejo ven iz ravnovesja, kje vaše ravnovesje še ni čist usklajeno. In tam bodite bolj pozorni in si dovolite ravnovesje. Enostavno dovolite si jeti na drugačen način v stvari. Dajte pogledati, kje vam kakšne stvari ali manjkajo ali je preveč in dajte to potem uravnovesiti. Se pravi, recimo pri meni je bilo zelo veliko tega, da sem veliko delala, kar ste verjetno opazili, da sem veliko stvari na novo začenjala in tako. In zdaj nekako ta energija, ki jo čutim, je pa tisto, ok, zdaj se pa malo ustavi, daj si dovoljenje za to, da stvari bolj počasi narediš, ne rabim vse naenkrat. Se pravi, kje imamo oziroma imate v svojem življenju neravnovesje. In pa tisto, kar še čutim pri tej karti, je energija pomladi, ki se odpira. Se pravi, to, ko se srčna čakra odpira, ko stvari na novo vzbrstijo, dajte se priklopiti na to energijo, ker vas bo ponesla na tem valu energije in se bojo stvari zelo same od sebe potem odvijale. Druga karta je sedmica zraka. Sedmica zraka, ki je tudi že bila prejšnji teden, se pravi, spet dogaja se več stvari, kot je videti. V ozadju se ogromno enih energij premika, ogromno enih zadev, ki so res na novo postavile tudi energetsko stvari in tako kot sem že rekla, nič ni narobe, če na novo stvari postavite, če pregledate načrte, če pogledate, ali je tisto, kar ste planirali začetek leta ali pa nekje vmes, še drži in po potrebi spremenite. Tukaj je potreben tudi mentalni del vklopiti, se pravi čist razum in to je tudi tisti balans, prej so bila čustva, zdaj je mental, se pravi ravnovesje med čustvi in razumom je treba vzpostaviti in potem bo tudi jasnost glede tega, kaj je treba spremeniti, kaj je treba prilagoditi, veliko večja. Se pravi, od prejšnjega tedna v ta teden energije niso bistveno spremenjene. In pa še kraljica zemlje.
Kraljica Zemlje pa govori o tem, da je potrebno veliko razumevanja med ljudmi, se pravi, ko v komunikaciji z ljudmi vstopate v odnose, dajte skušati razumeti, kaj vam želijo povedati, dajte skušati razumeti, kaj vam sporočajo, ne samo z besedami, ampak tudi, kaj je tisto sporočilo v ozadju. Se pravi, več časa namenite ljudem okrog sebe, ne vse sami, ne rabite, vem, da zmorete sami, ampak ne rabite. V tem je lepota tega, da ko veste, da zmorete sami, vseeno poznate tudi svoje meje, najdete ravnovesje in prosite za pomoč tam, kjer jo potrebujete. Tako da ta ena toplina v odnosih, občutljivost za soljudi, empatija bo pomembna, predvsem, ja, če se bojo uravnovešali, čustva in pa mental, to pomeni, da bo tudi kje kaj ven izbruhnil. In takrat morate biti do sebe nežni in pa tudi do drugih ljudi. Tako da to bi bilo to za ta teden. Imam pa še eno vabilo, in sicer v četrtek, 21.4. ob 6. zvečer pripravljava z Matejo Kalin, mamo prve slovenske menstrualne skodelice, en čudovit ženski večer z enim takim lepim naslovom Zaupaj toku. Prej sem rekla, jezdenje na valovih energije, treba je zaupati tem valovom, ki nas nosijo. Treba je zaupati toku. In tisto, kar bomo naredili, je, da bomo odkrivali menstrualne misterije. Kakšna je moč, ki jo imamo ženske v sebi, v svoji maternici, kako lahko to pomaga izboljšati odnose, kako lahko to pomaga izboljšati življenje nam ženskam, ko razumemo enkrat, kaj se nam dogaja in kako lahko to uporabimo, tako da svojo moč okrepimo, ne pa da jo zgubljamo. Tako da bo to en tak zelo, zelo transformacijski večer, kjer bomo tudi v ženskem krogu ženske delile svoje izkušnje, svojo modrost, mogoče tudi kakšne izzive, zato da vidite, da niste same, zato da vidite, da obstaja tudi tista lepa ženska plat, ki je v povezovanju, ki je v tem, da drugo podpiramo, ki je v tem, da ko se postavimo in postanemo sijoče ženske, to je tista magnetična energija, ki v življenje privlači stvari, in takrat se začnejo manifestirati stvari na lahkoten način, brez matranja, brez enega posebnega napora, in takrat res lahko začnemo ustvarjati obilje, lahko manifestiramo čudovite odnose, vse tisto, kar si pač odločite, da boste skreirali. Tako da se vidimo v četrtek z vsemi tistimi, ki ste pripravljeni na to, da vstopite v svoj polni, ženstven, ženski potencial. Do naslednjega ponedeljka, ko bojo novi navdihi, pa en čudovit teden in adijo. Čau, čau.